Hvala lepa. Kaj me slišite vzadnje? Bom, dobro. Najprej bi se vsem vam rad zahvalil, da ste prišli, mene in naš svet podpretle, Petri Škarja, da nam meni in vsem nam ponudila to priložnost, da se lahko tukaj pojavim in povem to zgodbo, no? In pa mojim otrokom, ki me spremljajo in podpirajo v vse te zgodbi, tako da hvala in rad vas vam. Tako je, jaz sem drugače policist, oče 3 otrok, 3 hčerk, vse so že, oziroma 2 sta polnoletni, ena je še v 8. razredu, sem pa tudi že dedek, tako da je to veselje. Tako je, zakaj sem se odločil, da bi lahko podal, ker kot policist že 25 let srečujem neprenehoma same hude, lahke, težke zgodbe, ki sem jih prej doživljal tako iz službenega vidika, dok se mi ni pojavila moja osebna zgodba, ki mi je pred 20 leti nekako udarila po meni in sem takrat doživel moj najhujši padec do zdaj. In upam, da ga ne bom več nikoli. Želim se tako, no. Pred 12 leti sem se mogel odločiti, da bom neke noči zapustil bivšo partnerko in svoje 3 otroke, zato, da bom nekaj naredil dobro sebe in otrok. Sliši se mogoče malo čudno, ampak tako je. Prvo sem mogel nekako narediti pri sebi neko stvar, da bom sploh lahko pomagal svojim otrokom. Zakaj sem zapustil, tako takrat dosti takih primerov po celi Sloveniji, alkohol, nasilje, nesporazumi in tako dalje. Tisto večer, ko sem se to odločil, sem mogel prespati v avto na mrzlem večeru. Ni bilo prijetno, ampak odločitev je prišla po tehtnem premisleku cele noči. Tako svetujem dosti komu, ko jih spremljam kot policist, da se naj odločijo, ker edino tako bojo lahko naredili za sebe. Zakaj? Zato, ker sem takrat res naredil in vem, da je edina odločitev prava, da nekaj narediš, ker čakati, nič je to pomeni. Treba se odločiti, jaz sem predolgo čakal. Potem pa tisti prvi mesec je bil pa najhujši. Se pravi, otroci so ostali pri bivši partnerki, jaz pa sam v nekem stanovanju in vsaki dan je bilo težko, še zdaj mi je, no. Ker sem vedel, da so otroci niso v najboljši družbi. Dokler ni prišel nek večer, ko sem želel narediti samomor. Glavno dejstvo je, da sem imel kot policist svoje orožje, imel sem ga na svojem senci, ampak nekdo nekaj mi je dalo nek signal, neko spodbudo, nekaj, ne vem, da ni to, da moram nekaj narediti, da s tem ne bom nič rešil. In da moram za otroke poskrbeti. Tega nisem naredil. In hvala Bogu, ker danes živim res dejansko veliko lepše, boljše, odlično življenje z otroci, mislim, da rečem srečen. Ampak potem pa mora človek začeti delati na sebi, ne? Brez dela na sebi ni nič. Ker ljudje mislijo, da bo prišlo vse kar samo, da se bo problemi rešili, tako sem tudi jaz predvideval, da se bo partnerka spremenila, da bo prišel nekdo, da bo rekel, to naredi, pa je to tako, ampak tega ni, ne. Ne da se brez, dok ni neke odločitve, dok ne odločeš na sebi. In potem sem, gledam, 1 leto, točno po preteku 1 leta sem vse poiskal svojo pomoč pri zdravniku,
začel razna opravila glede preselitve, premestitve in vsega tega. Tako da po enem letu sem moral, vzeti nekako spet neko večer, spet nekako na silo svoje otroke in se preseliti iz Primorske, ker sem bival na Štajersko. Ampak potem so se spet začeli pojavljati. Jaz sem spet mislil, da bo se partnerka spremenila, da bo vse boljše, ne. Ampak sem se uštel, ne. Nič ni bilo boljše, partnerka se je še bolj vdala alkoholu, otroci so v tistem času nekako malo videli mamo, mislim, da najmlajša zelo parkrat, kar ne morem nekaj predstavljati. Ampak tako je. Potem pa je prišlo tako, da je moja partnerka zbolela zaradi alkohola, zbolela zaradi tega, da je dobila cirozo jeter in je 5 let nazaj umrla. Seveda, to v tem času otroci spet pom, ampak pa v službi spet takšne in drugačne negativne stvari. Ampak, tako bom rekel, potem pa je prišel december 2012. 2012, ko sem pač, pravim, da na ključi ni, sem se znašel na spletni strani Petre in sem prebral vsebino in sem se takrat, ne vem, odločil, da pač prav prej nisem nikoli bral knjig, ne, nikoli razen službenih stvari, nikoli bral knjig, kar se tiče takšne, ki ona je takrat napisala to, česar nas v šoli niso naučili. Nisem vedel, da sem bil prvi, to sem počeščen. Sem naročil knjigo, ko sem jo dobil malo pred mojim letom, mislim, da je bilo, sem jo prebral v 2-3 dneh in od takrat dalje sem začel delati na sebi. Seveda normalno, še marsikaj druge, ampak ta knjiga mi je spremenila dejansko življenje. Ne. Če ne bilo tega, ne vem, kje bi bil danes, kako bi bilo danes, zato sem Petri zelo hvaležen za te stvari in vsakomur priporočam to knjigo, da prebere, pa še druge, kak da... Ne, hvala tebi. In po tistem sem pa začel trdo delati na sebi, tudi po nekaj ur na sebi sem delal, bral, na seminarje, poslušal videe in vse te stvari. Kaj sem domel? Da moram spremeniti sebe, če želim boljše življenje. In ker sem spremenil sebe, se dejansko pojavilo boljše življenje. Z otroci sem imel, ne vem, kako ne rečem, kot noč pa dan so se spremenili naši odnosi, boljši. Jaz sem se počutil kaj boljše. Ne vem, kako vam ne povem, to je to, ne. Na sebi delati, spremeniti sebe, ne čakati, če ima mogoče kdo kakšne težave, ne čakati, da se bo drugi spremenili, ali bo čarobna palčka znašli ali pa karkoli, tega ni. Samo delo na sebi, tako je rekla Olimpija, ljubezen do sebe, rad sam sebe imeti, to je važno, to je zelo pomembna stvar. Tako da, jaz vam priporočam, če imate kakšne težavce, problemčke, karkoli, začnite z branjem knjig. To mislim, da meni je ogromno pomagalo in vem, da še marsikomu, verjamem, da tudi marsikomu od vas lahko. Potem bi vam priporočal, da, kar je recimo tako včasih nekaj reče, kaj si mor, ne, ugasnite televizore, ali pa zmanjšate gledanje teh televizorov. Zakaj? Televizorov nam nič koristo, razen tistega negativnih informacij, ki jih dobivate, pa na to, kar se fokusirate, pa fokusirajo ljudje. Morda je res nekaj pametnega, ampak to je manjšina. In pa obiskovanje seminarjev, delavnic, te 3 stvari, branje knjig, obiskovanje seminarjev, pa ugasnite televizore. Idite do ljudi, igrajte z otroci, idite v naravo, bilo kaj, samo negativnih informacij se, ne samo televizore, do radija, časopise, vsega tega, kar je negativnega. Jaz sem delal sam pri sebi analizo, 80% vsega tega je negativizma. In če to beremo,
kam pridemo, ne bomo spremenili. Jaz kaj sem spremenil, da ne gledam televizora, to smo otroci malo šteli, ko sem vse zmetal stran. Ampak so se dejansko, vse te stvari so mi spremenili življenje in sem ful hvaležen za te, pa še marsikaj druge, kar počnem vsaki dan. Vsaki dan delam dejansko na sebi, najmanj urco ali dve, vsaki dan, ker se nekaj zavedam. Če ne bom delal na sebi, se lahko spremenim nazaj tako, kot je bilo. Tako da vam priporočam, delajte na sebi, pa radi se imejte v glavnem. To je to.